Jugozahodna Slovenija in slovenske ljudske pravljice. Jugozahodna regija se nahaja ob Jadranskem morju in meji na Italijo in Hrvaško. Obala ob morju je dolga 43 km, ob obali pa je pristanišče Luka Koper. Ob morju so tudi Piranske soline, kjer ljudje pridobivajo sol. V mestu Idrija izdelujejo idrijsko čipko, ki je pomemben del slovenske kulturne dediščine. V tej regiji tudi vzgajamo slovenske konje bele barve, ki jim pravimo lipicanci. Del jugozahodne regije imenujemo Kras. Tu imajo rdečo zemljo, ki ji rečemo terra rossa. Na Krasu rastejo oljke, iz katerih pobirajo olive, iz njih pa delajo oljčno olje. Na Krasu imajo tudi kraške jame. Ena najbolj znanih je Postojnska jama, kjer živi človeška ribica. V tej regiji z visoko hitrostjo piha mrzel veter, ki mu rečemo burja. Včasih piha tako močno, da lahko poruši drevesa. Zaradi burje imajo hiše v tej regiji na strehi kamenje, da burja strehe ne odpihne. Tradicionalne jedi tega območja so kraški pršut, nanoški sir, kraški zašink, štrudelj, kraška panceta, idrijski žlikrofi ter gluhi štruklji. Vilinski grad. Na Krase, v vasi Lokev, je embod v mižerni stari bajti živela punčka Marica si z njeno mamo. Vsaki dan so hodile v bošk pobirat stare veje in napirat sadje. En dan, ko so turnavale iz boška, so pred lipo v vase videle 3 lepe žene z zlatimi lasmi skoraj do tal. To so bile vile. Ona najstarša od njih je šla do matere in ji rekla: čez 1 leto, na ta dan, pripelji svojo hčer. Mati se ustrašila, a proti vilam se ni reklo nič. Leto je žvelto pasalo in je prišel dan, ko so se mati in hči pozdravile. Vile so se si s pupo pobrale v jamo. Marica se je znašla pred ta pravim palacom si zlata in srebra. Okoli palaca so bile steze posute si z belim peskom. Notri v palace je bilo dosti lepih kamer, ma vile so bile stroge. Marica je mogla delati ta opravila po hiše, ma jela in pila je kar ko je tela. Ma vsenako je bila tužna, ki je manjkala mama. Vile so bile zaradi tega nanjo rabjane in so jo tele ubiti. Peljale so na en hrib in ji pokazale kaštel. V tem kaštele živi ena starka, ki varva 3 naranče. Ti boš šla ten in ji boš vzela te 3 naranče. Hode in tornaj žvelto, so ji ukazale vile. Marica je videla, da jo čaka nekaj slabega, zato je začela milo jokati, ma vile se niso pustile prositi. Je mogla jeti. V boški je srečala enega nonjkota. Zakaj jočeš, pupa? Jo je vprašal. Marica mu je vse povela. Ta star mož je dal nekaj cveku, bočko ulja in en koščič kruha, metlo in špah. In ji rekel: tu boš rabla, hode in dobro stori. In ga ni bilo več. Prišla je do kaštela. Pred njim je bil en globok kanal, čez pa en tako star most, da se bi takoj usul, ko bi stopila nanj. Vzela je cveke in v deske zbila sket. Potem je stala pred železnimi vrati. Ni jih mogla odpreti. Je vzela v bočco z uljem in namazala zapahe. Zdaj so se vrate same od sebe odprle, ma za njimi jo je čakal en velik pes. Prekor bi se zakadel vanjo, mu je dala uni kos kruha in strašno lačen pes ga je takoj zgrabil. Ona je šla napred in na kurte
videla je eno nonico, ki je pometala si z eno palico. Marica ji je dala svojo metlo in stara žena si je kontenta nasmijala. Pršterne je druga žena tela zajet vodo si škafon, ma njen špak je bil slep. Anka nji je Marica pomagala in je dala njen špah, ki ga je dobila od onega starega moža v Boške. Zdaj je pupca prišla do škalu kaštele. Šla je po njih gor in na vrhu videla staro ženo, ki je spala, na mizi pri nje pa 3 lepe naranče. Marica jih je žveljto vzela in stekla po škalah dol. Stara grofica se je zbudila in zakrčala starki Pršterne, da ne ji ujame pupo. Starka pa ni pozabila, da ji je Marica dala špah, s katerim je potegnila vodo si Šterne, in zato je pupo pistila, da gre mimo. Grofice ni poslušala nanka nonca, ki je pometala kurto, nanka pes, ki je bil kontent za bokončič krha, nanka vrata so se spunile na one kaplje ulja in must unih par cveku. Marica je bila rešena. Turnala je hvilen in jim dala naranče. Vile so bile začudene, ki kaj tašnega ni ratalo še nobenme. So jo vprašale, če tje za plaču jemet kaj. Marica je rekla, da je njena največja želja, da bi turnala k svoje mame. Vile so izpolnile željo. Rekle so ji Anka, da naj vsem ljudem pove, od njih ga kaštela ujame. Vile niso maj več videle. Jama pa se od takrat napred kliče Vilenica.